Lojze Slak je zdaj že po narodeli pesmi Čebelar nekoč pel. Čebelice, čebelice, saj moje ste prijateljice, pozabi vas nikdar ta stari čebelar. S temi besedami se vsekakor lahko poistoveti Toni Zupančič, čebelar iz Rateč. Obiskali smo ga na njegovem domu, kjer tudi čebelari. S čebelarstvom se Toni ukvarja od malih nog. Jaz sem se s čebelami seznanil že v osnovni šoli. V osnovni šoli prvič v 3. razredu osnovne šole, ko smo imeli krožek, kjer smo se mogli odločiti, kjer krožek bomo izbrali, in moja izbira je bila čebelarstvo, čebele. Zdaj, če se oblečem v kuharsko uniformo, sem kuhar. In je to moja prva ljubezen. Če se oblečem v čebelarsko uniformo, tako kot jo vidite na meni, je moja ljubezen prva čebelarstvo. Če pa sem v civilu, pa če me vprašate, kaj je moja prva ljubezen, možgani me najbolj zaposlujejo glede čebel. Ali bojo imele dovolj hrane, kakšno bo vreme, ali bojo preživele, potem je moja prva ljubezen so čebele. Letošnja zima se je zavlekla močno v pomlad. Kako Toni poskrbi za čebele? Mi začenjamo že v koncu avgusta. S tem, ko čebele pripravimo na zimo, moramo zagotoviti čebeli, da je zdrava, da ima dosti hrane, in s tem mi poskrbimo, da čebela preživi zimo in da pride v pomlad živahna, zdrava in da se dobro razvija. Letošnje leto pa je bilo ekstremno leto, ne? Zima je prešla v pomlad in komaj smo čakali, da tale sneg skupni in da se čebele zbudijo iz tega zimskega obdobja in da jih pregledam, da vidim, kako so prezimle. Čebelam lahko pomaga vsak od nas. Toni nam je razložil, kako. Pomlad, recimo, zdaj po televiziji slišimo, da lahko nekdo, ki se ne ukvarja s čebelami, položi na mizo žličko stopljenega sladkorja v vodi in to je dobro za čebele. Ona si takrat opomore in preleti nazaj v panj. Ker čebelari na 1200 nadmorske višine, Toni svoje čebelarjenje poimenuje kar ekstremno čebelarjenje. Moje mišljenje je, da čebela, ki preživi to nadmorsko višino, se je sposobna ubraniti veroji in raznim boleznim, ki nastajajo v dolinah. Pri tem mi pomaga narava. Pravi, da je pri čebelarstvu najpomembnejša ljubezen do čebel. No, pa tudi znanje je pomembno. Zame je čebelarjenje prvo ljubezen do čebel. Ti moraš ljubiti čebele 100%, moraš biti predan čebelam. Prvo je to, potem je vse ostalo. Vsa tehnologija, vsi čebelnjaki. Prvo je tisto ljubezen do ene čebele, do ene matice, kraljice, potem pa do celega organizma, ki se razvije iz tega. Čebelar, kakor jaz, gledam čebelje družine na drugačen način. Gledam družine s čebelarskimi očmi, tako rekoč. Čebele so zame kakor sorodniki. To pomeni, če mi ena čebelja družina umre, je tako, kakor mi je žalostno pri srcu. Toni rad pove, da čebelarstvo niso samo čebele, temveč predvsem druženje. Zato so čebelari iz vsega sveta vedno dobrodošli. K nam prihajajo čebelarji in laiki iz celega sveta. Iz Francije, ZDA, iz Belgije, iz Kitajske. To so turisti, čebelarji. Zanima jih čebelarjenje v naši dolini. Najbolj jih zanima to specifično čebelarjenje v karavankah
in v Alpah, kjer čebelarimo. Radi bi to predstavili širši publiki, a ne? Zato se tudi angažiramo za to. Za skupine Toni in žena Marjeta organizirata posebne oglede in na koncu pogostitev z domačimi medenjaki. V ta namen sta se povezala tudi z lokalnim sirarjem. Predstavljam našo dolino, našo biotsko raznovrstnost, naše čebelarjenje, naš kvaliteten med, našo rateško strt. Predstavljamo, okušamo medove, ki jih naše čebele prinesejo v panje. Poskušamo jim predstaviti čebelarjenje, apiterapevtski čebelnjak. Poskušamo jim predstaviti, kako je zdravo uživati čebelje produkte, vdihavati aerosole spanja. Poskušamo jim predstaviti vso to našo lepoto, ki nas obdaja. V sodelovanju z Alenko Peternelj, umetnico iz Zgornje Savske doline, Toni ohranja slovensko tradicijo poslikavanja panjskih končnic. Slovenija je domovina avtohtone kranjske čebele. Podobno kot kozolci so tudi čebelnjaki slovenska posebnost. In to je eden od čebelnjakov v Ratečah. Okrašujejo ga panjske končnice. Slovenci smo znani po tem, da okrašujemo panje s panjskimi končnicami. Te panjske končnice opisujejo dogajanje Rateč v preteklosti. Na vsako vprašanje o čebelah Toni pozna odgovor. Eno takih vprašanj je prav gotovo o poslikavi panjskih končnic. Včasih so risali na panjske končnice z namenom, ker so panji vozili na pašo in ker je na tej paši bilo veliko panjev različnih čebelarjev, je bil to nekakšen podpis čebelarja, da je vedel, kjer panj je njegov. In s tem so se ognili različnim nesporazumem med čebelarji. Čebelarji so s tem označevali svoje panje. Toni rad pove, da čebelarstvo niso samo čebele, temveč predvsem druženje. Srečujemo se v vseh priložnostih, če je le možno. Takrat pade debata 100% o čebelah in takrat vsak pove svoj problem, svoje videnje na čebelarstvo in takrat se ustvarjajo polemike in debate tečejo strokovno ali nestrokovno. Slovenija je bila pobudnica, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Glavni namen tega predloga je ozaveščanje ljudi o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za naš obstoj. Toni se tega zaveda, zato za mlajše rodove redno pripravlja predavanja, povabi pa jih tudi na ogled čebelnjakov. Čebele in njihovo organizirano delovanje pa jim predstavi na oglednem panju, ki ga je postavil posebej za ta namen. Ko smo začeli čebelariti, smo obljubili rateškim otrokom, da postavim ta ogledni panj, da bojo videli, kako čebelja družina živi v panju. V tem panju nasplošno vidimo čebele, en organizem, ki dela svoje delo. Najbolj zanimivo je, da vidimo kranjsko sivko, Apis mellifero carnico, našo avtohtono čebelo. Marsikateri laik ne ve, da je panj sestavljen iz satnic. Te satnice so tukaj v oglednem panju postavljene tako, da tisti, ko pride, vidi, kako čebele delajo, kaj je njihovo delo. V teh klasičnih ažje panjih so satnice postavljene vzporedno. Vzporedno so postavljeni bolj naravno in zato čebele lažje prezimijo zimo. Poleg medenih produktov, ki so nadvse zdravi, imajo zdravilne učinke tudi čebelji piki. To naj bi bil razlog, da čebelarji živijo dlje. Znanstveniki so dokazali, da je čebelji pik zdravilen. Dokazali so, da tisti, ki se ukvarja s čebelarstvom, čebelar doživi visoko starost, prav zaradi čebeljih produktov, čebeljega meda, cvetnega prahu, propolisa. To blagodejno deluje na človeški organizem. Človeško telo iz hrane dobi premalo dopolnil in
čebela prinese v panj dopolnila, ki so naravna za človeški organizem. Vrst in načinov čebelarjenja je toliko, kot je čebelarjev. Čebelarjenje v Zgornjesavski dolini se precej razlikuje od čebelarjenja v vzhodni Sloveniji. Glavna paša v Ratečah in v okolici je gozdna paša. Ponavadi je gozdni mes sestavljen iz smreke, listavcev in drevesnih struktur. Imamo pa tudi travniški med. Ta travniški med naše čebelice pobirajo po travniku, ki se sestoji iz regradovih cvetlic, različnih travniške kadulje, do različnih drugih cvetlic, kar je detla in ostale. In najbolj ponosen sem na lanskoletni cvetlični med, ki ga moje čebele pridobijo na 1200 nadmorske višine. Tega je zelo malo, ampak je zato po okusu drugačen od travniškega medu v tej okolici. Za dopolnitev turistične ponudbe v Kranjski Gori je s pomočjo nekaterih posameznikov Toni ob svojem čebelnjaku uredil učno pot. Čebeljo učno pot smo odprli 2018. V tem projektu je sodelovalo več ljudi. Od najbolj glavnih je bila Darja Krovat. Ona je donirala denar za postavitev teh informacijskih tabel. Vse ostalo, tekst in prevodi, različne preverjanja, to je bilo ogromno ljudi. No. Zato bi izkoristil priložnost, da se vsi, ki so pripomogli k temu, tudi iz srca zahvalim. Ko poslušaš Tonija, kako lepa in družbeno koristna dejavnost je čebelarjenje, te zamika, da bi pričel s čebelarjenjem tudi sam. Vendar Toni poudari, da je potrebno ogromno znanja in da le to poleg ljubezni do čebel dela dobrega čebelarja. Ko ima eno osvojeno znanje, je dobro, da čebelar začetnik pridobi mentorja, ki mu stoji ob strani z vsemi nasveti o čebelarjenju. Osnovno oprema čebelarja pa poznamo, to je čebelarska uniforma, zgornji suknjič plus tale mreža, ki jo nadane čebelar čez glavo, in čebelarsko orodje, točila in dimnica. Dimnica, s katero čebelar umiri čebele, da se pomirijo. Stari čebelari so včasih uporabljali te fajfe, s katerimi so pomirili čebele, in to je pa ena moderna verzija čebelarstva, ki se je razvila v tolikih letih, da zdaj uporabljamo te pripomočke. Ker je na tržišču mnogo produktov, ki se prodajajo kot med, lahko sleherni izmed nas preprostim preizkusom preveri, ali je kupljeni produkt res med ali ne. Preizkus smo opravili tudi mi. Dodamo med, dodamo malo vode in s krožnimi gibi sučemo krožnik. V medu se pa pojavijo take sadne oblike, če je pravi med. Že potem, da je med, da se takole obdrži v vodi, pomeni, da je med pravi. Med ima en tak spomin, s temi krožnimi gibi se ustvarijo take sadne celice. Na ta način lahko vsak posameznik, ki nima možnosti, preizkusi med doma. Čebelari pa pošljemo med na analizo, kjer te institucije, ki so za to primerne, povejo, kakšen je med, s česa je sestavljen, a je pravi, a vsebuje sladkor, in ti povejo specifikacije. Svoj produkt, za katerega Toni pobira priznanje za priznanjem, je poimenoval Rateška strt z namenom ohranjanja ljudskega izročila. Poimenovali smo ga Rateška strt, zaradi tega, ker naše čebelice nabirajo med iz tega okoliša. Z namenom ohranjanja kulturne dediščine sta Toni in žena Marjeta na etiketo Rateške strdi umestila simbole ljudskega izročila. Tako, s Tonijem sva povedala vse o čebelah. Sedaj pa je čas, da tudi sama na lastni koži preizkusim zdravilni učinek čebel.